Dober dan, moje ime je Damjan in danes bomo govorili o stabilizaciji Sonya A6000, še prej pa seveda intro. Kot obljubljeno bomo danes govorili o stabilizaciji na Sonyu A6000. Sony to imenuje SteadyShot in to enostavno pomeni, da ko v roki držimo ali slikamo, snemamo, je leča oziroma objektiv naredi premike kontra našim premikom, da stabilizira to naše gibanje in na ta način je vse skupaj kasneje malo bolj ostro. Zdaj se verjetno sprašujete, kdaj ne bi želeli imeti vklopljene stabilizacije, saj v končni fazi si vsi želimo stabilizirano sliko in ostro sliko, ampak so določene situacije, ko je potrebno stabilizacijo izklopiti, predvsem takrat, ko imamo kamero na stojalu in ne bi želeli, da na nek način se leča sama s sabo bori oziroma stabilizira in ti premiki se lahko na fotografiji kar opazijo. Nič pa si kar poglejmo, kje lahko ta SteadyShot vklopimo oziroma izklopimo. Sedaj bom pokazal, kako se to nastavi oziroma funkcija SteadyShot vklopi ali izklopi. Gremo v meni in na prvi zavihek. Tukaj pa imamo polje 6 in spodaj funkcijo SteadyShot. Tukaj lahko izberemo on ali off. Jaz bom sedaj pustil SteadyShot on in vam bom pokazal razliko, kaj pomeni, če je SteadyShot vklopljen in izklopljen. Prav tako si pa lahko pogledate video, ki ga bom pripel v opis tega videa, kjer sem na terenu preizkušal ta SteadyShot vklopljen oziroma izklopljen. Sedaj imam stabilizacijo vklopljeno in kamero držim v roki. Kot vidite, se slika kar trese. Ko pa pritisnem tipko zaklopa do polovice, vidite, da se slika takoj umiri, saj se je stabilizacija aktivirala. Če tipko zaklopa ponovno spustim, se slika spet trese. To je to, kar se tiče stabilizacije Sonya A6000. Ne pozabiti izklopiti stabilizacije, če imate kamero oziroma fotoaparat postavljen na stojalu. To je pa to. Če še se niste, se naročite na kanal. Dajte mi v komentar zapisati, če se vam je zdela informacija uporabna. Stisnite palček gor, mogoče delite med prijatelji, pa se vidimo v naslednjem videu. Ajde, čau!